Dobrodošli v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Z vami sem Darja, ustvarjalka naravne kozmetične linije Majarula sicer, in z gosti raziskujem različne teme, vsem pa je skupno to, kako biti dobro v svoji koži. In z mano danes je ponovno moja draga Nina. Nina, ste bile? Živijo. Tako se opominjam, da rečem, veš, ker enkrat sem se zmotila. In, Dobro ti gre. Ja. In ti si bila že enkrat z mano, in to februarja, ko sva debatirali o ljubezni in čudežih. Danes pa bi dali nekaj drugega v prostor, še prej bi pa jaz sam povedala en stavek dolgi o tebi. Okay. Pa boš pa ti dodala. Torej, ti si certificirana coachinja, tudi moja. Si NLP mojstrica, angelska terapevtka in pa jaz bom rekla tle, izjemna voditeljica postavitve družin. Hvala. In glede na to, da sem jaz pred kratkim pri tebi postavljala, bi se k temu še vrnile, kako to poteka. Bila pa je, pač moja postavitev je bilo zavedanje dušnega potenciala in bi dala to za temo današnjega pogovora. Tako da to itak približam, veš, drugega pa ne veš, ne. Kaj bi ti zdaj tle dodala? Jaz bi dodala, da se zelo dobro vedno počutim v tvoji družbi, tako da se veselim tega pogovora. Verjamem, da bova dali v prostor čudovita zavedanja in modrosti. O sebi pa tako, jaz si rekla, kdo vse sem, enih velikih funkcij upravljam in vsako upravljam kot Nina, malo po svoje, malo noro, zelo čudežno, pa zelo osvobajajoče, no. Tako da ljubim vse, kar počnem in vse, kar sem. Ja. Se strinjam, da malo noro. Tako da tudi to bova še kaj obdelale. Ja. V glavnem pri tebi mi je všeč, ker združuješ, to sem ti že tudi povedala, te zemeljske tehnike, duhovne tehnike in tako lahko celostno podpreš dušice na poti. In ti rada rečeš, ko se predstaviš, da prebujaš dušice. Pa mene zdaj zanima, kaj to pomeni. Kaj to pomeni, pa če je to nekako dobro, da se prebujamo, da smo bolj špol v svoji koži, evo to. Absolutno je dobro, da se prebujamo. In če se prebujamo, če se res prebujamo, pol smo res boljš. Kadar se ti zdi, da nisi boljš, nisi v stiku ali pa nisi prebujen še toliko, da bi lahko sprejel to, kar je kot boljš. Ne? Kaj pomeni prebujanje? Danes sem na coachingu imela temo in sem uporabila eno tako dobro metaforo, se mi zdi, no, pa jo bom zdaj tudi. Ne? Sem rekla, to je naše nevidno bistvo, ne? Če si predstavljaš, tukaj noter je naša duša. Ne? In večina ljudi, ko dela na sebi, teži k temu, stremi, jaz moram biti vedno boljši. Tudi ti si izrekla, sem vedno boljši v svoji koži. Ampak, ko govorijo, da morajo biti vedno boljši, govorijo o obliki, ki jo pokažemo v svet. Se pravi, ta oblika mora biti vedno boljša, ne zavedajo pa se, da nevidno bistvo, ta dušica, je pa že dobra in cela. In ko se prebujam, se vedno bolj zavedam te svoje celosti in zato, ker se jo vedno bolj zavedam, lahko vedno bolj avtentično se pokažem v obliki tukaj in zdaj. Tako da tako bi jaz rekla, da je to prebujanje. Se pravi, tudi neko v bistvu, zavedanje naše resnice. Ja. Pa tega, da nam nič ne manjka, da smo že celi in potem iz tega zavedanja celosti pojmo pa kreirati, saj zato pa smo tukaj. Nismo zato, da bomo ostali nevidno bistvo, ampak da bomo kaj pokazali. Točno tako. Se ti zdi nujno,
če se prebujamo, da se zavedamo, kako bi to vprašala, da smo fizično in duhovno bitje, oziroma kdaj si se ti tega zavedala, kaj se pol spremeni, če se tega zavedamo, a se vsi na neki točki zavedamo? Evo. Absolutno, glede na to, da smo si izbrali Zemljo za naš planet, a ne, za naš dom, smo si izbrali dualnost in je pomembno, da se zavedamo te fizičnosti, se pravi telesa, in če se želimo prebujati tudi te duhovne plati, a ne. Meni so zanimivi ljudje, ki ne verjamejo v reinkarnacijo, hkrati pa verjamejo, da imamo dušo. Je to tako nesmiselno, a ne. Kako lahko verjameš? No, eni pa nič. Eni pa sploh, ja, ne, ampak recimo te, kakao, imamo dušo, ampak smo samo telo, ampak je not duša in ta duša pride samo za čas telesa. Ja, razumem. Kje pa je pol? Kam pa pol gre? Pa gre, nebesa. Ne vem. A ne? Tako da je fajn, rekla si, kaj se zgodi, a ne, če se zavedaš te dimenzije dušne. Jaz mislim, da čist drugače začneš gledati na svet, saj jaz sem, a ne, odpade ful enih strahov, a ne. Hkrati se zavedaš te minljivosti, ampak ravno ta minljivost te daje v trenutek tukaj in zdaj, in če si v tem trenutku, pa nekako lahko se naučiš zavedati, da je to edina resnica, ki obstaja, da je življenje trenutek. In če je življenje trenutek in če se ga zavedam, sem kar naenkrat večna. Wow. To boš pol, ko bom te vprašala v sedanjem trenutku, še malo ponovila, pa razložila. Ja, tako da to intenzivnost zavedanja tega, da smo dušna dimenzija, je pa se razvija, a ne. Jaz mislim, da vsaj pri meni je tako v vedno večje, ne vem, ali kako bi to rekla, globje, ali ne vem, kakšne dimenzije gre to zavedanje, da ja, res, a ne, smo enost. Res smo all over, bili povsod, ne, in tako, to gre po fazah, vsaj pri meni gre po fazah, no. Včasih lahko človek, sem si mislila, da vem, kaj je celost, pa danes čist drugače to dojemam, a ne. Ja, pa še najbrž bolj boš. Še, absolutno. Ja. Tudi henosti bova še prišle, veš. Skratka, ja, no, kdaj si se ti tega, a je to bilo v srednji šoli, pač vsaj neko obdobje? Po mojem, mislim, ja, v srednji šoli sem, ja, se začela malo bolj zavedati sebe, a ne, pa svojih vzorcev. In s tem je pol nekako prišlo tudi to zavedanje, da ja, ne, smo dušica, prek mojih živali tudi, no. Tako se mi zdi, da sem bila ful povezana z naravo. Moja mama je biologinja, sicer ona ne verjame v to, a ne, ampak ta stik z naravo te vrača k sebi. In jaz sem zelo verjela, da so moje živali, ki sem jih imela, konji, psi in tako, ko so odhajali, da so vedno odšli z namenom, da mene dodatno podprejo, ker smrt živali me je vedno pripeljala do nečesa boljšega v mojem življenju. Ne vem, je umrla kobila, pa sem potem takrat smo kupili novega konja, pa smo zamenjali štalo, pa sem tam spoznala mojo prvo ljubezen, ne, in sem takole, zdaj mi bo šlo na jok, ne, rekla, mamo robčka. A ne, sem hvaležna Tonki, koliko je imela hecno ime, ampak je bila luškana, ne. A to ste imeli prav doma? Ne, nismo imeli doma, v penzionu. Mislim, tam, kjer lahko najameš neko... Ja, v štali, pač imeli smo najet boks in v oskrbi je bila kobila. No, to mislim, da bomo mi tudi imeli, veš, hmal. Ja, a res, dobro, ja. Ne zaradi mene. Pa smo jih imeli tudi doma, da ja, ne vem, da je vredno zaradi tebe. No, bom pa vesela vse. No, vidiš. Tako da to, živali so me nekako popeljale na to, no. Ja. Ampak zdaj, ko sva pri živalih, pa kak pa
si gledala na to minljivost pri živalih? Mene je vsaka izguba, zadnjič sva računala z Mihom, da smo imeli že 8 muck v, ne vem, pač 10 letih in vse so take bolj kmečke, zunaj noter, ne, in pol na neki točki tudi grejo. In meni je bilo vedno sem se jokala 1 mesec. Pač to je bilo povprečno žalovanje, res, zdaj moram potrkati, je že en čas, imamo 4 na broju, a veš, eno kužiko pa 3 mucke. Kako si pa to doživljala? Je najprej težko, ne. Potem pa, ko sem začela res zaupati v to, da duša nikamor ne gre in da se ima fajn in da me lahko celo podpre tam, kjer je, potem sem pa ugotovila to dokončno potem skozi smrt moje babice, da so pa te nevidne vezi najmočnejše. A ne, in da se lahko globina odnosa tako ojača, a ne, če zaupaš, da nisi ničesar izgubil, razen v svetu oblike, a ne. Pa to, da veš, da je bila pač, da je to izbira. A ne, pač čas je bil. Ja, se vem, ampak definitivno nam je hudo, ne glede na to, a se te... Absolutno, ja, seveda, ne. Veš, da ti je hudo. Ja. Okej. Torej, se pravi, na neki točki, pač mišljeno je, da bi se vsi zavedali tega duhovnega sveta, če smo v osnovi duša. A ne? In zdaj mene zanima, se mi zdi, da si ti prava oseba, da dava to dušo naprej, a ne. Se pravi, vsak, ki je utelešen v človeško telo, je v osnovi duša. Kaj pa to je pravzaprav? Je to, kako bi ti to opisala? Je to vibracija? Je kaj? Jaz rečem duši nevidno bistvo. Okej. A ne, uporabim to besedno zvezo. In to nevidno bistvo je enako vsem in je enako sili, ki je ustvarila življenje, a ne. To silo poimenujemo lahko na enem kontinentu Tao, spet drugje, to ne reče, bi lahko rekli boginja Mat, a ne, Egipčani verjamejo. Tako da Tao, Mat, nekaj Bog, kar je kar je ustvarilo življenje, in to je ta nevidna sila, ki teče, ki napolni prostor. Ki napolni prostor in napolni tudi tvoje, pač naše fizično telo, a ne. Ja, to sem mislila. Ja. In vsak ima nek individualen zapis, neko svojo kodo, neke svoje darove, sposobnosti. Kako... Ja, dušne kode. Kako je to mogoče v bistvu, no? Zdaj nimam pojma, kako je to mogoče. No, vem, da ne. Ampak, a tebe zanima, a tebe to, a veš, jaz se tega zavedam, ful me to zanima, pa nekako nimam časa, prostora, da bi to šla tako zelo podrobno raziskovati. Me zanima, pa niti ne najdem človeka, da bi mi to znal pomagati pri tem, pa kljub temu me zanima, kako tudi, da nas povleče skupine, katere pa to. Kako ti raziskuješ to, recimo? Jaz to mene kar kliče. Mislim, oni pridejo, jaz rečem oni, a ne, vodniki, eno z kdorkoli in mi pač kažejo stvari. Jaz nič ne rečem, jaz bi rada to, a ne, to kar pride. Lahko pa bi, tudi, a ne. Ja, seveda, lahko bi dala namero. Tebe prehitijo, očitno. Mene bombardirajo, a ne. Tukaj bi rada pač sam toliko dala v prostor, da jaz ful nisem za različne teorije o tem, a ne, kakšni so neki nivoji enosti, nivoji zavesti, kaj je duša, a je to dušna naloga, dušni namen, dušni potencial. To ene teorije obstaja o tem.
ker se mi zdi, da ful ene zmede povzroča. Ampak vsem bova midve malo. Jaz sem hočela Ja, je pa res, da je veliko poimenovan. Ja, a ne, kdo je lahko tvoj vodnik, kdo ne, kaj je vodnik. Jaz ful ne maram izključevanja, a ne, in ne maram, ne poslušam ljudi, ki zelo strogo komunicirajo neko mnenje in ne dopuščajo druge resnice. A ne? Ker kdo pa zdaj na zemlji zares lahko reče, Tako je. takele so tele dušne stopnje. Ja, pa se da zmeriti, pa ne vem, danes je bila ena stranka v coaching prostoru, je rekel, da je nek gospod z nihalom povedal, koliko procenta ega je že pretransformiral. Zanimivo, da si jemlje to moč neka oseba, da lahko z nihalom ugotovi, koliko procentov svetlobe je v njemu in koliko je teme. To jaz nikoli ne bi mogla. Ne? Ampak ja, globoko pa verjamem, se mi zdi, da vem skozi delo z ljudmi, da imamo dušno izbiro. A ne? Mi, ker si izberemo telo, smo si izbrali neko učenje, a ne? In smo si izbrali tudi potencial, ki ga prinašamo. In zdaj, če bomo mi se zavedali svojega potenciala, potem se bomo lahko delili. A ne? In zdaj nekako bi rekla, da smisel življenja je, da ti prebudiš svoj dar, kaj je tvoj dar, kaj prinašaš, in potem je pa namen, a ne, življenja, da ta dar deliš in koliko potenciala boš pa skozi to deljenje daru manifestiral, je pa odvisno od tega, koliko boš prisoten v trenutku tukaj in zdaj, koliko boš v stiku s prisotnostjo sebe v tebi. Zdaj si me malo tu prehitela, tako da ti vse veš, kaj bo danes tvoje. Se pravi, polni potencial, da ga živimo, je odvisen od tega, koliko se zavedamo našega daru in koliko sprejemamo naš namen. Nekako, a ne? Naš namen in bolj ga sprejemamo, več priložnosti je, da se v polnosti manifestira. Ja. Pa ne, da sprejemamo samo naš dar, ampak da sprejemamo vse, kar je. A ne, ker čim sem jaz v nesprejemanju, česarkoli drugega ne sprejemam, ne vem, vojne tam, ne sprejemam dežjažice, je to poletje, karkoli, ne sprejemam vrste na pošti, ne sprejemam tudi tistih dobrih stvari v sebi, sicer to se na nezavednem nivoju dogaja, ne, ampak ljudje sami sebi stopamo na prste. Ja. Ok, in zdaj bova šle, te bom prosila, se pravi, vsaka duša pred inkarnacijo si nekako začrta tudi pot. Ja. Recimo, in zbere neke pogoje. Ja. A ne, meni so tako pokazali, da pač se velikokrat vračam duše na rob vesolja, ne, tako mi je tako ena metafora. Ko si sedela na robu vesolja, ne, in si gledala dol in si rekla, ok, grem po to pa to, a ne, in obstaja polje dušnih dogovorov, a ne, kjer se midve so se zmenile, da bova v tej obliki prebujale skupaj, a ne, drugo skupaj, ostale ljudi, vsaka posebej ostale ljudi, a ne, so se zmenile, a ne, in si izbereš, zato je tako, se mi zdi dragoceno se zavedati, da je vse bila izbira, a ne, in skozi postavitve družine lahko človek ful lahkotneje gre v sprejemanje tega, da je vse izbira, a ne, ker tam vidiš, da ne prehitevi. Se pravi, zberemo si tudi izkušnje. Kje bomo zbereš si učenje, učenje, kaj si se ti prišel naučiti, izkušnje pa jaz verjamem, da se vmes prilagajajo, čisto odvisno, a ne, koliko si ti v stiku, a ne.
več si v stiku, lahkotnejše so tvoje izkušnje. Manj si v stiku, bolj se ti bo nekaj pač intenzivnejšega zgodilo, a ne, da se boš zbudil. Ja. Se pravi, te izkušnje niso vedno najbolj, ne, pač. Kakšne? Ja, ne bom rekla, ker bom kregana, da interpretiram v dobre in slabe. Ampak seveda so za to velikokrat zelo strašljive, grozne. Tako. Ampak mi si nekako zberemo, kje bomo povečali svoje zavedanje in tam pač mojstrimo, a ne? Zdaj pa, da mi pridemo do teh dušnih darov, namenov, telesitve, a se ti zdi to zelo težko? Ali se ti zdi, da lahko z nekim preprostim vprašanjem, recimo pridemo do nekega odgovora, recimo kaj mojstrimo? Jaz takrat, ko sva se pogovarjale, nazadnje sem ti rekla, da jaz ne verjamem, če mi kdo pove, a ne, ker lahko nam pove, lahko ti greš, pač skanaliziraš, lahko meni Miha skanalizira, pa on mi je že velikokrat skanaliziral, pa jaz še kar ne verjamem določenih stvari, ker se mi zdi, da moramo sami priti, a ne. In potem si mi ti zaupala eno vajo, ki ste jo delali. Včasih tudi vprašanja niso dovolj, pa rabiš mentorja, nekoga, ki ti drži prostor, ki vidi tisto, česar ti še ne vidiš, a ne, in potem pač drži prostor, da ti si sposoben odgovoriti na ta vprašanja. Tako da ja, ko smo bili v Piranu, smo prebujali ta dušni potencial in pomembno se je zavedati v bistvu, da dušni potencial, ta tvoj dar, ni nekaj, s čimer si se ti kar rodil in kar to vedel, jaz tole imam in to znam in obvladam, a ne. Po mojih izkušnjah je dar nekaj, skozi kar ti greš, a ne. Se pravi, recimo, moj dar je, da prebujam ljudi, a ne. In zato sem se mogla jaz zelo prebuditi, a ne. In če ne bi jaz šla čez izkušnjo močnega ega, a ne bi mogla v polnosti podpreti drugih, da transformirajo svoj ego, a ne. In zato so vprašanja, ki so na mestu, da pomisliš na neke težke, a ne, za težke izkušnje v življenju, si jih zapišeš in si odgovoriš, okej, kaj me je ta izkušnja hotela naučiti, a ne. Kaj, če zdaj pogledam od daleč na to, kaj sem dobila? In če bi to imela, kaj bi bilo drugače, a ne? In pol pogledaš, recimo, vsaj ene 3 izkušnje take, da si zapišeš in vidiš, imaš neko skupno nit, a ne? Kaj je tebi takrat manjkalo, kaj si rabila v tej izkušnji, pa nisi imela in si zato trpela? Bi nam bilo lažje. A ne? Bi ti bilo lažje. Točno to. In to, kar zaradi česar bi ti bilo lažje, to je tvoj dar. Ja, in v bistvu se pa ne rodimo, mislim, ko si rekla ful lepo, da v bistvu, če mi ne gremo skozi to, se mi zdi, da tudi tista strast, katero čutimo pol, a ne, da se lažje dotakne drugih, a ne. Pa jaz mislim tudi, da ljudje preveč ozko gledajo, kaj je to dar, da moraš imeti ne vem kakšen talent, a ne. A je zdaj moj dar kanaliziranje? Ne, to je moj talent, pač to je neko orodje, ki meni pomaga prebujati. A ne, a sem zdaj edina, ki ima dar prebujanja? Ja, ne, a ne. Ful enih ljudi prebuja. Ampak vsak na svoj način, ne. Tako da ta dar, mislim, za mene je zelo poseben, ampak pa kar reče, da bi mogli biti to nekaj posebenega, misli pa na neke posebne skillse, veščine ali neka znanja, a ne? Ja, se pravi, talent je v bistvu nekaj drugega kot dar. Ja, absolutno. Pomembno pa je, da smo v stiku, to pa itak vedno poudarjamo, a ne, da sploh se lahko to nekako, da pridemo do tega in da v bistvu to lahko pol delimo. A je
mišljeno, da to delimo, da si pomagamo, ker smo eno, ker je vse eno, a je sploh tle na mestu ta beseda, kako bi to ti enost razložila, glede na to, da kanaliziraš tako modrost iz enosti. Jaz jih ful rada poslušam, vsak petek ob 13. Enost je to nevidno bistvo, ne? Enost je prostor brez interpretacije. Okay? Čim gremo mi, meni je pač blizu poimenovanje Lao Tzuja, ki je zapisal 81 modrosti, on razlaga Tao. In on je rekel pač, je Tao, svet enosti, pa je svet 10 tisočerih stvari. On poimenuje svet oblike. Se pravi, zakaj 10 tisočerih? Pač kar mi poimenujemo, tukaj že gremo v to dualnost. In tle se delajo razlike, tukaj smo si različni in hvala Bogu, da smo si. Tvoja oblika je drugačna od moje. Najno bistvo, ko smo pa v enosti, je pa enako. In ljudje se tako trudijo biti enaki po obliki, namesto da bi se samo zavedali, da smo enaki po nevidnem bistvu, in ravno zaradi tega, ker smo enaki po nevidnem bistvu, smo lahko različni v oblikah. Ker to naše nevidno bistvo si je pa izbralo potencial, ki ga bo v tej obliki manifestiral. In si predstavljaš, da bi se zdaj vsi izbrali enak potencial, pa bi bili vsi enaki, tudi v obliki. Pa se sploh ne bi rabili roditi v svet dualnosti in bi ostali v enosti. Dobro si to povedala. In ti, ko raziskuješ tega gospoda Lao Tzuja, Kercar. No, daj mi malo povej o njem. Ker jaz v bistvu pa ne rabim njega. A veš, zakaj ne? Ker imam tebe. Res, mislim, jaz poslušam te tvoje modrosti in jaz pač ne rabim nobenega. In ti meni ful prihraniš nekih, dobro, se včasih moram 2-krat poslušati, ker pač to niso tako enostavne stvari. Enostavne so meni so enostavne za slišati, ne pa za ponoviti, kakor sem ti že kdaj rekla. Ti na koncu vprašaš, a razumete? In jaz sem ti rekla, vse mi je jasno, ampak pač ne znam ponoviti določenih stvari. Pač ti, daj mi povej o tem gospodu. On je bil en tak čudovit gospod, ki je pač živel kdaj? 2500 let nazaj, na Kitajskem. In on je razumel enost, pač. Jaz mislim, da je bil izbran, da skozi njega gre to v svet. In da se ga zdaj, to je pač, poleg Biblije najbolj prevajena knjiga na svetu, Tao Te Ching. Tako je pot, prevaja se kot pot, the way. In pač to je poanta življenja, On reče, da pač mi nismo prišli sem zato, da bomo umrli, ne živimo zato, da bomo na koncu umrli, ampak smo prišli umreti zato, da bomo lahko živeli. In s tem misli, da pač umira naš ego. Naše mnenje o tem, kdo sem, kaj je življenje in tako, kaj bi moglo biti. A misliš, da je on to skanaliziral? Pa on je bil pač toliko v stiku, da to je isto tako, kot jaz kanaliziram na postavitvi, Pač to takrat pride in to govori, tako kot zdaj to ogledalo resnice. Pa kje se je najdlo zdaj, a to sploh obstaja? Obstaja ogledalo resnice. A to imaš ti danes, jutri? Ne, jutri je meditacija, ampak na predprejšnjih postavitvah je prišla ta vibracija. Ogledalo resnice. In jaz zdaj z njim delam, in on pač ti pokaže, da si cela, da ti nič ne manjka. Tako šlo, meni zdaj me vibre, lahko da boš dobila slino, ko govorimo o ogledalu resnice, ker oh my God, to te toliko da v zavedanje nevidnega bistva, ki si. In to je taka milost. V bistvu dejansko takrat, ko bom jaz kanalizirala ogledalo resnice, jaz bom ogledalo resnice. Jaz ga ne da ga bom samo kanalizirala.
pa ni to nič prevzetno zdaj mišljeno, a ne, ampak dejansko se toliko uskladiš, a ne. Ampak te modrosti, ki jih on deli, v bistvu to so modrosti, pač to to je je tudi eno, to ti je prideš do ja, njih, a ne? absolutno, ja. No, se zato pravim, Ja, ti v ja. bistvu A ne, ja, točno si že meni to, a ne? ali pa kaj. Hamit, a ne, Ja. angel čudežev, pa kdo je vse v njemu noter, pa kje se je on vse pojavljal v fizičnosti, pa da so zdaj te osebe združene v njemu, a ne, teh velikih 5. Pa to je noro, a ne, pa to je noro. Jaz pol sam rečem, pa dobro, enost, pa ti si luda. In kdo sem jaz, a ne, sem pol tako samo hvaležna, a veš. Ja, meni se zdi Isto to, mene najdel, meni se isto zdi me to, najdel. wow. Mislim, to se mi pa res zdi Ja. tako, wow, dar. Res, kar malo Ja. ti ga zavidam. Ja. In je rekla, Nives moja, ne, lunine modrosti, ki mi je naredila natalno karto, je rekla, zdaj mi je jasno, zakaj je tebi to tako enostavno, ker imaš ne vem kaj v kateri hiši, kaj tako nikoli iz tega jezika ne razumem, ampak da imam nekaj tam, kjer zelo podpira to moje nezavedno, a ne, in da imam to zelo podprto. Itak da imaš, zato ker Ne tebi vem, je to če- ful enostavno Meni je to, govoriti, ja, veš. Ne, mislim, ja, jaz ja. sem te nekaj vprašala, ko smo imeli nazadnje, ti si mi ta dar namen, to vse navrgla tako, Ja, a veš. ja, ja. Jaz pa zraven mal pisala, ne. Ja, zato ker to dejansko, a ne, ta modrost se v meni prebuja. Ok, prebuja se skozi znanje, ki ga dobivam, a ne, to, kaj poslušam Lao Tzuja, pa vse ostale, a ne, to je znanje na nivoju znanja, sicer so modrosti, ampak na nivoju znanja, a ne, z umom v mestu. In ko to imam naloženo, ne, v kognitivnem, potem to lažje prebudi te modrosti, a ne. Ampak a se ti zdi, da ker imaš to znanje, da kdaj, ko greš kanalizirati kakšne modrosti, da ti še kaj nagaja? A veš, kaj mislim? Nagaja mi, ko gre za neke, po moji interpretaciji, dragocene intimne informacije, a ne, pol moram preveriti, da sem jaz to prav zaznala. Recimo, ne vem, o tebi vem veliko, pa bom nekaj kanalizirala, pa mi bojo neke slike začele hoditi, ki jih jaz poznam, da so to tvoje, ja. a ne. Bom preverila, če je. Ne, drugače mi pa takrat v tem smislu, da bi, to možno, v takem smislu mi ne nagaja. Ker ga imam lih toliko, a ne samo toliko malo, da, a veš, nimam potrebe po razumevanju, ampak sem bolj na vibraciji jasnosti. A ne? Ja. Ker če si ti preveč v umu, to ni fajn, ker imaš pol blazno potrebo, moram razumeti, in takrat rabiš dokaze, a ne, in to ti pol nič ne gre, a ne. Zato tudi, recimo, božanstvo Šiva, a ne, ki ima samo tisto malo lunico, a ne, zakaj je tista mala lunica? Ta mala lunica simbolizira lih čist malo uma, lih toliko malo, da ga imaš, zato da to jasnost nekako lahko vneseš v prakso, a ne, da ti napaja tisti del potrebe po razumevanju, a ne. Ker če bi bila pa preveč v umu, pa sploh ne bi mogla te jasnosti, ni konca, ne, še dokaz, še. Ja. Kako kuma. Ja, saj jaz sem kar na te dokaze, a veš, mislim, kar Jaz mi sem je. bila tudi ful. Ja. Dobro, saj o tem sva že govorili Ja. takrat, a ne, o teh čudežih, kaj v bistvu se nam zgodi, če. Ja. Okej. Se pravi, da pridemo do poslanstva, nekako, recimo, če poslanstvo imenujem neko zunanji namen utelesitve, ko odkrijemo notranji. A se ti zdi, da je to povezano vedno, ali? Ja. A ko odkriješ notranji, seveda, absolutno Ja. se potem začne manifestirati bolj avtentičen zunanji namen. Je to povezano? Ja, In ja. ko to mi vemo, Potem to delimo na vsakem koraku, a ne. Tle spet mogoče ljudje preveč konkretno mislijo, da morajo to za posel delati. razumem. A ne, jaz imam ta dar in da je to poslovno počel, ne. Ma ne, a ne,
jaz lahko to, prej sem ti povedala primer, kako je gospod za mano trobil, ke sem ji avto crknil, a ne. Jaz sem bila toliko v stiku s sabo, ke sem šla ven iz avta in mu prijazno povedala, da ga nisem mislila vznemirjati in tako naprej, a ne. On je šel v stik, on je ratal najbolj prijazno bitje na svetu, 5 sekund nazaj je pa trobil in besnel verjetno v avtu in bog ve, kaj vse si je mislil o ženski za volanom pred njim, a ne. Ja. Tako da na vsakem koraku lahko ti s tem, če si v stiku, v ljudeh prebujaš Tudi stik njih, v bistvu. njihovo resnico. Mhm. A ne, če si ti v stiku s svojo resnico, boš v človeku prebujala njegovo resnico. In lahko nič ne delaš, lahko tam samo si. In ko to veš, na primer, Pa se začneš zabavati. ja, se pravi, tvoje življenje je v bistvu bolj radostno, bi lahko rekla. Absolutno. In meni je bolj všeč, še en primer, ne, mogoče so se mi te primeri, ful jih je bilo veliko. Ful ljudi v vrsti in tudi midve z Evico, a ne, nisva bile glih blizu in vidno je bilo, da pač imajo neko težavo tam, a ne, valjda ne zanalaš, se ni nekaj zaštekalo. In pol vidiš, a ne, ljudi. Ne, pa čakajo, da te bojo ujeli s pogledom in da se bova, strinjala s pogledom, kakšni nesposobnejši, kakšna vrsta, ne. In pol jaz začnem, verjetno mora marsikdo v tej vrsti trenutno trenirati potrpežljivost. Si rekla Evici? Ja, Evici, a ne, pa pol reče en sosed, pa ta pošta bi mogla biti drugje. Meni je pa to čist fajn, meni se zdi pa super. Ni imel sogovornika, ne, je šel kar ven. Pa je bila ena ženska za mano in jo opazi en moški pred mano in, ma čakaš, ne? Ja, ful, ma dej, sem bil že doma, pa sem mogel nazaj priti, ti si saj glih na poti iz službe, ne, kjer je zdaj večja žrtev? Ja, lej, sej še 2 dni, sej 2 dni pa bo vikend. A si frej? Ja, ma kaj, jaz delam za vikend. Skratka, te ljudje so bili vse povsod samo v sprejemanju tega trenutka tukaj in zdaj. Se sem jaz bila tudi taka, veš, včasih. Pa kaj delaš? A zato si tukaj se pritožujejo? Skozi, kjer je večja žrtev? Mislim, nisem zavijala z očmi, ampak ravno to pri sebi opažam, da ful bolj sprejemam. Ja. Da ne bom tega naredila. Ja. Pač ne bom. Ne vem, kako bi se mi mogli muditi, da bi to... Ja, seveda, če se ti manj se ti mudi, lažje sprejemaš gužvo. Ampak ne čutim, da bi bila v tem, no. Seveda, pa ti si pa že malo prebujena, ne? Malo sem. To sem zdaj znala še rekla. Okej. Odkrivanje vloge, pa nasplošno je pa itak življenjski proces, a ne, in se mi zdi, da vedno so še pol neke nianse in je že prav, da je tako, da je to življenjski proces, a ne. In tukaj se mi zdi, da je fajn, da zaupamo, a ne. Ti imaš lahko neko konkretno idejo, kako boš zdaj ti manifestirala svoj potencial, a ne. Ne vem, recimo, kaj boš vse naredila, da bojo ljudje se res začeli počutiti dobro v svoji koži, a ne, mogoče bomo še kakšen izdelek, še kakšen dodatne pogovore, karkoli, lahko imaš ti ful enih idej. Ampak v bistvu vse, kar rabiš narediti, je, imaš te ideje, valjda, jih daš v prostor, pa opazuješ. Če se lahkotno začnejo peljati, pol je to manifestacija, ki je usklajena z dušno izbiro, a ne. Če pa ni, pa rečeš, pa mi pa pokaž, dušica moja draga, a ne, kako lahko še bolj podprem sebe na poti manifestacije potenciala. In se ti tega učenja veseliš? Ja, jaz tudi. Zato je, noro, a ne. Včasih me seveda, če me vržejo iz cone udobja, jih tudi jaz nočem poslušati včasih, a ne. Ni še čas za to. Ampak tako, kar reče Božidar, zdaj mi je že 2-krat rekel Božidar Kolerička, grem k njemu po kakšno novo energijsko sliko. Reče pa, ti Nina, ti si svetilnik. In ti pač, to ni lahko delo, sicer on reče, ne, da svetiš.
Je rekel, ampak zdaj počasi ne boš mogla več se zmišljati, kaj boš počela, ampak boš sam sledila navodilom, ki ti jih dajejo, a ne. In dejansko tako se dogaja, a ne. Sem res. Ja, Sem res. ja. Oni me zbudijo po noči in mi nekaj govorijo. Okej, prav, bomo, a res? Ja. Danes so mi po noč, ko smo imeli pred meditacijo velikih 5, a ne, ene 3 ure po noč razlagali o tem črevesju in kako je to metafora za naše življenje in No, se ta meditacija je bila pa nora, no. ja, Res. ful je močna. Ful je močna. Res močna. Okej. Zdaj bi pa jaz šla, da velikokrat pa vse ne verjamemo, a ne, v svoje sposobnosti, čeprav se mi zdi, da želje pa čutimo. Jaz v bistvu nisem verjela v te svoje sposobnosti, pa sem imela želje, kakor da jih prinesem v sabo, pa ta zemeljska prepričanja, omejujoča prepričanja nam to zasenčijo, ne. In velikokrat omenjamo tukaj srce, da nobenemu tudi ni položena v srce želja, ki ni uresničljiva. Jaz to res zaupam, Absolutno. da je želja tudi nek pokazatelj potenciala. Vrhunsko si to zdaj rekla. A vidiš, kako vse veš. Ja. Nelik sem ti hotela reči, ko si začela o željah, pa da si želimo, pa pol, da bi mogoče dale eno v prostor željo pa navdih. A ne? V srcu je doma navdih, v duši, a ne? Inspired je inspiration, a ne, smo tle noter, a ne, v duši, in spirit v duhu, a ne, v srcu. In tisto, kar je res en tak navdih, brez navezanosti, kaj zdaj bo s tem, to je pravo dušno. Če imava pa mi dve željo, jo pa morava pogledati, ok, valjda želja, zdaj jo bomo jo interpretira kot željo, ampak dajva preveriti. Če sem jaz ful navezana na to željo, ni nujno to navdih. Ampak je potreba po dokazu moje lastne vrednosti. Zamaskirana v željo, zamaskirana v to, da ja, valjda si tudi ti to zaslužiš, ker ti si kar velike želje. Ja, v bistvu je pa potreba po potrditvi, zaradi tega, ker nimam zavedanja lastne vrednosti. Ne, se jaz mislim po moje bolj navdih. Ja, absolutno ti govoriš o navdihu. Ja. In da to je tisto, kar nas motivira, kar v bistvu ne rabimo zaupati, kako bo zapakirano to. Ne, točno. A ne? In a veš, ki si rekla, nas motivira, a veš, kaj je glavno gorivo motivacije? Ali pa kdaj ti zmanjka motivacije? Ali pa zakaj ti jo zmanjka? Zaradi nesprejemanja. Bolj kot ti sprejemaš sebe, bolj si motiviran, ker veš, ja, to sem jaz, halo, ne rabiš nobenih potrditev, ti sam greš. In zato recimo ljudi, ki jim zmanjka motivacije za spreminjanje svoje fizičnosti, ne vem, hujšanje, karkoli, valjda jim jo zmanjka, ker grejo v to iz nesprejemanja sebe. Ne? Ja. Kaj pa to, da je srce organ, ki povezuje recimo fizičnost in duhovnost in da začutimo skozi srce. A bi rekla, da je srce res polje, ki nas povezuje z našo dušo? Jaz tako čutim to tudi, no. Jaz si tudi to tako predstavljam, a ne, pač srce kot en prostor tega nevidnega, kjer je nevidno bistvo doma, a ne, in kjer lahko prideš v stik z njim. Meni se zdi, kakor da bi bilo tle not, a veš, kakor da meni, če si predstavljam, da gremo v srce, ne rabim iti niti v meditacijo. Po nekem... Saj ti, ja, ko greš v meditacijo, greš v srce. Ja, ampak, a veš, če nimaš časa in
zdaj ne greš se povezovati za pol ure, lahko greš v bistvu za minutko, pa si že tam doma. Pa ti greš lahko za 2 sekundi. Ja. In to je smisel, a ne? Tudi mislim, da če izbereš življenje, ki je zelo pač vpeto v to horizontalno dimenzijo, a ne dimenzijo delovanja, kjer pač delamo in mislimo, potem niti ne rabiš biti skoka neka razsvetljen jogi, ki je izbral drugačno fizičnost, a ne? On lahko ure in ure meditira. Pač jaz ne morem. Ne? Smo horizontalnost mislim, kdaj pa ne? Ampak gled, pač meditacija res je spet koncept uma, ne v smislu, zdaj pa jaz moram nekam iti po sebe. A ne? Ne rabim nič, a ne, sam hop, tukaj, takrat. pok. Meni rečejo, že kako lahko ti delaš? Ko jaz rečem, pride kdo domov, pa rečem, delam. Ne? Delam terapije nadaljavo. Jaz pač samo opazujem, jaz spremljam vse, kaj se dogaja pri nas doma v prostoru, lahko me tudi kdo vmes zmoti, kaj vpraša, sploh me ne zmoti, ker sem pač je tle, pa samo pogledam, se ne delam jaz terapije, kdo pa je Nina. Jaz sem gledam, kaj se dogaja. Se pravi, ti bi rekla, da je moč sedanjega trenutka tist, ki te popelje v srce? Ja, brez tega ne moreš v srce. Tako. Ja, jaz mislim, se pravi, zato je tako pomemben in bo tudi tema tvojega dejva malo povedati. Najprej dejva povedati, a je to, mislim, povabiva najine poslušalke, ampak a je tudi za moške? Tudi? Se pravi, za koga? Za dušice. Za dušice, okej. Kako se je pripeljala ta tema? Prvo leto, ko sem bila jaz na svojem, sem dala v prostor vprašanje, kako pa jaz delujem čez poletje, moja draga enost. A ne? In rekla, pa evo ti angelsko poletje. A ne? Poletje je odlična vibracija, ki bo podprla tebe, mene, da boš držala prostor dušicam, da ne bojo šle na off, ker na off so že celo leto, ampak da bojo šle v stik. A ne? In je to ena taka odlična priložnost, da ljudje se malo bolj spoznajo s kanalizirano meditacijo. Vsako leto je ena rdeča nit, a ne? In letos je očitno pač čas in sem ful hvaležna, da sem tudi jaz dovolj osvojila te zavedanja prisotnosti tukaj in zdaj, da bo to rdeča nit, ne? Kako živeti prisotno v tem trenutku. A se spomniš, ko sem jaz tebe enkrat na coachingu vprašala, da se mi zdi, da ko sem jaz prisotna, da mi je tako ful lepo doživljati svet in kako vidim sebe in vse okrog sebe kot dobro, tudi če je razmetano. Ja. In da bi jaz dala enemu Nobelovo nagrado, da bi to, a se spomniš? In pa si rekli, sepjo dej, ker to je to. Ja, ne? In tako da bom v bistvu, ta prostor se bo ustvaril, kjer bomo negovali, da duhovna praksa vsakega, ki bo v angelskem poletju, postane negovanje zavedanja trenutka tukaj in zdaj. Ne? Ker vidim na postavitvah, kaj lahko vse premaknemo, kakšne iluzije, kakšne karme, a ne, če delamo z vibracijo prisotnosti. Ali pa tako kazanč tebi pristnost, a ne, kako se je pripeljala. Oboje v bistvu. Ja, oboje je bilo, ne. Tako da to je ful močno, ne. Prisotnost, trenutek tukaj in zdaj, če se ga zavedaš, v tem trenutku zdraviš sebe, dejansko se samo zdraviš. Ja, mislim, meni je to, se mi zdi, ne vem, moje to je to, kar si jo želim. Ja. Res. Točno. Res. Prav se mi zdi, da to je zdravilo zame. Ja. A veš, ko sem ti še rekla, jaz bi ful rada nekaj, pa veš, koliko let nazaj se je meni že, pač ne ful let, ampak par let,
Pa to, jaz bi to neko prehransko dopolnilo, nekaj bi moglo obstajati. Se boš zdaj skreirala. Ja. In pa se mi je pripeljala dišava v bistvu. No. Če ne bi zdaj počivala 2 dni, bi ti jo prinesla že. Okay, ampak vsem, kaj pa tišina? Jaz pa mislim, da je tudi tišina pot do srca. Absolutno. Da, ne vem, kaj tebi naredi tišina. Meni se zdi, da velikokrat preveč je nekih informacij, kljub temu, da se zavedam, da lahko notranji mir ohranjamo tudi v kaotičnem stanju, se mi zdi, da rabimo tudi tišino. Meni paše, recimo v avtu jaz ničesar ne poslušam. In pol, ko pridem in zagrabam ključe, ki jih je imel moj ta-mal, ker moj sin ima izpit, ne, ta-mal, Jure, mene da v šok, vedno, ker jaz imam skozi na tih in pol prižgem avto in je muzika totalno na glas in nikoli ne pričakujem in meni to ni mi. Se strinjam, da je mladina, ne, oni sploh nimajo priložnosti naravno biti v stiku, ker imajo skozi slušalke v ušesih, a ne. Ja, sam res. In zato je pač ful fajn dati otroka, da ga enkrat na teden na daljavo podpremo, da ga dajemo v stik, a ne, žal. A ne? Ker oni niso čist nič v stiku. A ne? Mislim, nimajo te naravne priložnosti, kakor je tišina, ne? Tako da tišina, absolutno, ampak zakaj pravzaprav? A ne? Zaradi tega, ker ti ne daje možnosti, dejansko to, da si ti tiho, a ne, da ne reagiraš, ampak sam si. A ne, ko nismo v tišini ali pa ko imamo priložnost govoriti, a ne, smo v reakciji. In ko sem v reakciji, ustvarjam novo karmo nekako, ne, ker zelo hitro preidem v neko sodbo, pa dam kakšno težo v način reagiranja, ne. Ja, sam si in sebe na nek način lahko tako opazuješ, kakor. Ja, zato sem jaz v bistvu tudi v zadnjem letu so moje kanalizirane meditacije brez glasbene podlage, a ne. Na začetku je še bila, zdaj pa ne. Sploh ne. Ali vsakič samo pač, znova. kar jaz govorim, a ne. Ja, to ja, se ampak kanalizira. a veš, da nisem opazila. Ja. Vem, da takrat si rekla, da so rekli, da ne, ampak Ja, pol in to mogoče še ohranjam. blagdaja, ne? Ne, ja, ampak zdaj pa prav ne. Ker a ne, in tudi te trenutki, ko jaz nič ne govorim, takrat, kaj ne. In večina ljudi v teh trenutkih, ko je tišina, čakajo na nekaj, a ne, na navodilo. Ja, sem res. Ja, ali pa zaspimo. Ali pa, ja, no, a ne. Ja. Misliš, da če se nič ne dogaja, da je nekaj narobe? Ja, a ne? vem. A ni to grozno? Okej, lej, zdaj bova midve počasi šle na prepričanja. Se pravi, se mi zdi, da na planetu Zemlja je so neka kolektivna prepričanja, tudi kaj je prav, kaj ne. Jaz se še tudi ujamem kdaj v tem. In tudi si ustvarimo neko predstavo o sebi, česa smo vredni, česa ne. In pol kar ne upamo kreirati iz teh svojih občutkov, in pozabimo na tisti zakon vesolja, ne, da je vsaka želja tudi uresničljiva. Kako bi zdaj midve ta prepričanja umestile, v bistvu nekih je tudi iz prejšnjega življenja. Kako zdaj čakaš vprašanje, ne, ampak jaz Mislim, ne, poslušam te. Ja, se vem. Jaz bi rada, da midve greva s prepričanji v to tvojo metodo postavitev družine. Okej. Ker pa da
tako ti bom rekla, jaz sem bila zdaj pri tebi že drugič, zdaj mi je bilo še ful bolj močno in mi je tako zelo kompleksno, niti ne znam opisati, tako večdimenzionalno in nič si nisem, jaz sem samo čutila, da bi jaz to šla, nič si nisem prebrala in še zdaj si nisem nič za tole najin pogovor prebrala, ker namenoma, a veš, včasih, jaz sem šla radirati dioptrijo in nič nisem hotela vedeti. Okay. Nič, nobenih operacij tam, ker se mi zdi, da če bi jaz gledala to, kako poteka, jaz ne bi šla. Pač ni šans po moje. Ja. In tako, če bi to ful zbrala, da bom jaz to zdaj raziskovala in bi bila mogoče bolj v pričakovanju. Tako sem pa doživela pač totalno nepričakovano. Okay. In to je eno prepričanje. Ne, tvoje prepričanje je, da če bi se pripravila, da bi bilo slabše. Ne, lahko ima pa nekdo drug prepričanje, Ja. da pa mora prebrati, ker mu bo to dalo neko varnost. Ja. Ja, Razumem. Jaz nisem sicer hotela interpretirati tega, ampak v bistvu lahko to gledamo tako. Ja. Ampak mene zanima prepričanja, ki so tam, ki nas ovirajo. Aha, ja, V tem smislu, a ne? Recimo, jaz sem šla postavljati nek dušni potencial. A ne? Ja. In Ne. oziroma zavedanje, ne? Ja. Zavedanje. Ja. In jaz imam neka prepričanja, nekaj iz tega življenja, nekaj se je izkazalo, da iz prejšnjega, se pravi, v postavitvi se pokaže, kje je močnejša blokada in se lahko to zdravi, ampak sploh kaj je ovira, kaj je ovira, postavitev? Kaj je postavitev na splošno? Kako bi to ti razložila, ker sicer imaš na spletni strani pa to razloženo? Ja, imam, ampak vsak, ki pride k meni, reče, lahko sem si še ne vem kolikokrat prebral, ampak dokler nisem tega doživel, niti približno ne bi mogel vedeti, da je to, a ne? Zato jaz vedno rečem, če te kliče, če te zanima postavitev, pocukaj me za rokav, pa pridi pogledat. A ne? Jaz sem po moje ena redkih v Sloveniji, ki ne računam, če prideš samo sodelovati, pa bom ta samo dala v oklepaj, ker ni samo, a ne, ker prideš dati svojo energijo, si velik doprinos, oziroma skupinsko, a ne, in hkrati dobiš ful enega zdravljenja zase, ker vloga, ki te pokliče, ustreza eni tvoji bolečini, vzorcu, zgodbi, nečemu in zdravi en del tebe. Se pravi, tudi igravci, ki so prisotni, se s tem zdravijo. Absolutno. A drugi pa računajo, mislim. Ampak saj eni so taki igravci, ki pridejo s tabo, eni so pa lahko taki, ki bi rekli, jaz ne bom. So zdaj z mano prišli, ker smo mi gostovali, ne? Ja, okay. Ampak drugače pa pač imam določene dušice, ki izbirajo biti več z mano in sem jaz za to njihovo izbiro hvaležna in sem vesela, da pridejo, a ne? Tako da, kdorkoli je v tistem trenutku v skupini, a ne, kot ga del, lahko cukaš, a ne? Absolutno, a ne moram, tako kot si ti rekla, samo meni ne dati nobene vloge, a ne, to ne odločam jaz, a ne. Če te bo Sveti Duh poklical, te kliče z namenom, a ne. Tako da postavitev, bi jaz rekla tako, da te postavi bolj v polje tvoje resnice. Odvisno od področja, ki ga postavljaš. Ne? Če postavljaš dušni potencial, boš bližje resničnosti dušnega potenciala. Ne? Če postavljaš bolezen, boš bolj videla, zakaj za vraga ta bolezen tukaj je, kje me prebuja. A ne? Kaj je ovira, iz kje to gre, iz katerega življenja, ne, pri meni zelo si videla, delamo večdimenzionalno, a ne, naredimo ful nazaj, lahko. A ne, nekje je ta ovira nastala in je prekinila manifestacijo tvoje resnice, a ne, ljudje se napačno naučimo,
kaj je življenje, kaj je ljubezen, a ne. In potem stremimo k temu, da bi tako živeli, a ne, po tem, kar je prav. Verjamemo pa, da je prav to, kar smo opazovali, Ja. a ne. In si videla, ne, ko smo zdravili zlorabo, a ne, se je cela generacija moških naučila, da je pravilen način življenja pravzaprav napačen, a ne. Se pravi, da je zloraba ljubezen. Ok, ampak a veš, tukaj sem bila pa jaz kar mal šokirana, ker jaz sem pa mislila, ne, a nismo vsi dobri? Kako lahko eni tako slabo delajo? A veš, pač, ja, dober, smej se, no. A me razumeš? Zdaj sem se naučila, da ne pijem v procesu, Ja. postavljaš vprašanje. Ja, v svetu dualnosti imamo temo in svetlobo. A ne? In jaz ne bom rekla temu dobri pa slabi, pa ne bom rekla prav pa narobe, ampak bom rekla prebujeno pa neprebujeno. Če bi bil človek prebujen, ne bi nikoli tega počel. A ne? Kaj pa izbira tle odzadaj? Tudi je možna. Absolutno, a ne? On to izbira. In tista oseba. Ja, ona sta se dogovorila, a ne? Včasih je težko razumeti, velikokrat zdravimo, ne, zdaj smo imeli kar nekaj primerov, ko so mamice načrtno v prejšnjih življenjih, ne v tem, v prejšnjih življenjih se znebile otrok. Tudi jaz sem eno tako življenje za sebe ozavestila in mi je bilo težko, a ne. Jaz sem v bistvu svojega lastnega starejšega sina v enem izmed prejšnjih življenj zastrupila. Ker sem bila toliko posesivna in sem bila ljubosumna na moža, ne, ker je pač otrok jemal pozornost, a ne. In sem videla z ogledalom resnice, da sem si za rdečo mušnico namazala dojko, a ne, in sem dojila in potem zato, da mož ne bi ugotovil, kako je otrok umrl, a ne. In to so težke zgodbe, kako boš zdaj kar verjel, da si ti pa res izbral tako življenje, ker si ubil svojega otroka. Kdo bi to izbral? Jaz sem dobra oseba. Ja, vem. In potem gremo v polje dušnega dogovora teh dveh dušic, a ne, in zdravimo. In otrok čaka, mama ne more sprejeti, da je to naredila. Otrok ne more naprej, ker ga mama ne sprejema in ne sprejema, da je bila to tudi njegova izbira, a ne. Veš, kako je bilo? Otrok se je mogel naučiti, a ne, mogel je doživeti splav, mislim, otrok duša, a ne, in se zahvali mami, da je bila portal njegove nemanifestacije, to pomeni, da je bila močna, da je lahko to držala, ta prostor, da se je en otrok ni rodil, a ne, zaradi tega, ker se je mogel on na dušni ravni naučiti, da ni še čas, ne prehiteva. Ampak, a ne, kako je bilo zanimivo, ker mama tega ni sprejela, otrok še zdaj v tem življenju, v drugi obliki, odlaša, ker misli, da ni še čas. In zdaj, ko smo to pozdravili. Ok, v redu. Se pravi. To je Ja, sej, ampak nerazumljivo, razumeš? Pozdravili. V katero smer gre zdravljenje? A je dovolj, da se mi tega zavedamo? Sprejemanje, a ne? Se pravi, jaz moram to, kar sem jaz videla na svoji postavitvi, ampak jaz tega še ne smem govoriti, a ne? Moram sprejeti vse. Mislim, nič ti ni treba. Dober, ok. Ampak ja, bilo bi pa zelo osvobajajoče, da to sprejmeš, a ne. Ker, a ne, si izbrala to. In je bil dogovor, a ne. In jaz sem bila en čas jezna na angelčke, ko so mi rekli, ko sem jaz doživela splav pri Evi, spontani. In ko sem šla na WC in sem se obrisala in sem videla kri, sem šla najprej karte odpreti, a ne. In takrat še nisem imela svojih midovih kart in sem odprla boginje in se je odprla boginja miru, Irena, ki celo drži dojenčka v rokah. In jaz sem rekla, pa to bo vse v redu. In potem sem še isti dan splavila, a ne. In potem sem se en teden zelo jezila na to Ireno.
Da ti je narobe smrdojedno, povedala. a ne, prav Ja. tako sem ji rekla. Kaj, zakaj, a ne, če ni zdaj tega. Ampak jaz sem v tistem trenutku, kaj je Dušica, kaj Eva je bila že takrat, a ne, pa sem ozavestila, da je Eva rabila splav, zakaj ga je rabila, zakaj sva ga midva rabila in zdaj je prišla nazaj spet kot Eva. A ne, ona je rabila takrat, da jaz zaupam, da sem jaz mirna, da je lahko normalno, normalno šla. Okay. In zato sem jaz takrat dobila to sporočilo. In to sporočilo je bilo širše od trenutka tukaj in zdaj, je bilo namenjeno večnosti in je vedlo, da Eva itak prihaja in da je to za mene v tistem trenutku najboljš možno, ker če in jaz zdaj danes, kaj gledam nazaj, gledam, bom sline, z izjemno hvaležnostjo, da sem doživela splav, ker je ta izkušnja odprla en portal, da se jaz ful lahko pogovarjam, sem jaz hitro zaznam Dušico, a ne, ki je okrog, pa pol pove ona, zakaj je imela splav, pa tako, ne, se imamo v soboto eno tako postavitev, a ne, ki pride postavljati to splav. Ja. Wow, ker to se mi pa zdi zdaj ful tega tudi, Ja. ne, ful teh, Tega je ful, ja. In Ne. preveč smo navezani, a nismo? ja, in jaz mislim, da tudi napačno zdravimo mamice, ki imajo to izkušnjo, ne. Ful jih dajemo v vlogo žrtve, a ne. Boga, oj, kako boš zdaj, to je grozno, kar se ti je zgodilo, tralalalala, ali pa žrtve zlorab, enako, a ne. Ali pa, jaz sem mislila, veš to, da je ful tega, da ne moramo zanositi in pol, ker ni, a veš, si vsak zaradi mesec tega, v razočaranju, ne? Zaradi tega, ker, ja, samo da dokončam najprej uno. Ja, A ne, se mi zdi, da bi ful bolj podprli mamice, ki zgubijo otroke, ali pa žrtve, ki so zlorabljene, če bi jih iz tega polja zavedanja učili, da je tako bila izbira, da je tako prav, da je, a ne, da grejo pogledat, zakaj se jim je to zgodilo, a ne. Ne, a veš, tako bi ful bi bilo več svobode, več bi bilo osvobajanja, manj teh enih bremen Ja. bi ljudje nosili, a ne. Zakaj pa vedno težje ženske zanosijo? Zato, ker vedno bolj to načrtujejo. Takole pa Ja. bom jaz živela. Pa kdo si ti, da boš otroku še preden se rodi ukazovala? Pa to je njegova izbira. In mu že rečeš, takole moraš živeti. Zdajle se moraš roditi, ker zdajle imam jaz pač službo, v redu, sem situirana, zdajle bi mi Ja. pasala ena porodniška. Ja, sam doskrat se pa tudi, Lahko, ja, ja, če greš po navdihu, ne po tej želji, Ja. a ne, a veš, ne, tle je treba pač z nekim spoštovanjem do duše, ki prihaja, a ne, z nekim zavedanjem, da bo duša izbrala tebe. jaz vem, kako je bilo meni težko, pa nisem bila prebojena in sem takrat, se mi zdi, začela delati na sebi. In na koncu te zgodbe, parletne, sem jaz začela v bistvu zaupati. In se mi zdi, da te to lahko nauči zaupanja, a ne? Ja. Tudi sicer na drugih področjih. Absolutno. In jaz zdaj vem, da je bilo tako prav, Ja. a ne? Tako je bilo je tvoje. Bilo je zate. A ne? In zato je bilo zate prav. Za marsikoga bi pa lahko rekel pač. Ja, jaz si pač mislim, da je Maja bila moja izbira, a ne? In da, ja, Maja ima veliko poslanstvo. ja, res je. Ja. Ok, se pravi, ta postavitev je res čudežna, a ne? Ja. A moramo, a veš, dostikrat je tako, da ko ti nekam greš, pol moraš dati to v življenje. A se ti zdi, da moram jaz zdaj kaj s tem delati? A veš, kaj mislim? Moram kaj implementirati to, ali je to zdravljenje pač potekalo v nekem polju? Ne? Ti si samo
opazovalka v funkciji opazovalke, kaj ti proces prinaša. A ne? Wow, ne? Okay. Danes sem imela tako, je bila močna izkušnja, ena dušica je postavljala strah pred vojno, a ne, 4 leta je živela z blaznimi pač videnji in strahom vojne, ne. In ona zdaj nima tega več, ne. Ona opazuje, wow, kaj smo naredili, a ne. In seveda se ji poraja en kup enih vprašanj, pa pol malo podebatirava, pa se ji to sidrajo neka nova zavedanja, neke potrditve enih modrosti, ki jih je že vedela, a ne. Tako na ta način malo opazuješ, kaj prihaja, kaj se prebuja v tebi, in če se nekaj prebuja bolj intenzivno, pa je dobro vprašati, kaj zdaj, zakaj zdaj tle ti. Pa ti pomagaš pol tudi, ne, pol postaviti. Ja. Ampak to mi je tako nepredstavljivo, a veš, da igralci, mislim, se to je zdaj težko razumeti nekomu, ki bo to poslušal, ki še ni imel te izkušnje. Kako igralci, kam nas ti daš? A veš, kam nas daš? Ti si ena čarovnica. Ja. Kaj nas daš v eno polje, kjer vsi vemo, da bo tako. Ja, to nas daje, pač ja, enost nas sprejme, a ne, in kaj pa podpre to, da gremo res tako, je pa to moje noro zaupanje in vedenje, da je to brezmejno polje, a ne, in da ni čist nič čudno. Itak, da Ali se pojavi tam krokar, ali se pojavi otok Mintaka, a ne. Ampak ti dobiš ta krokar, ga dobiš. Ja. Kruli mi. Ja. Počas bomo mogli nehati. Krokar, kruli. Okej, lej, sej midve sva proti koncu, bova še kdaj kakšno temo odprle. Ampak kljub temu, kaj bi ti rekla, ne bova zdaj o manifestacijah in tehnikah, ampak se mi zdi, da je pomembno, da mi, če želimo nekaj manifestirati, da se zavedamo tega energijskega sveta, a ne, da vse je najprej energija. Kaj bi midve rekle, da je pa vseeno, da dava neke korake. Nek korak, da manifestiraš? Ja, recimo, da si bližje temu, ki lahko ga narediš vsak dan in niti ne rabiš posebej časa za to. Pač nekaj ful enostavnega. Evo, jaz sem izgubila vse liste, nič hudega. Tako, en močen stavek je, od tukaj je vse mogoče. A ne, s tem je mišljena ta trenutek tukaj in zdaj, a ne. Okej. A ne, od tle je vse mogoče, in če se želiš igrati z manifestiranjem, potem pejdi sem, v zavedanje tega trenutka, a ne. Kako pa si lahko zdaj v zavedanju tega trenutka? Zberi si mogoče eno opravilo v dnevu, se pravi, eno stvar, ki je iz sveta horizontalne dimenzije, a ne vem, mogoče zjutraj, če si kuhaš kavo, ali pa ko se tuširaš, nekaj kratkega. In takrat si misli reči, okej, jaz sem zdaj tle, prvič sem kakor en nezemljan prišla in kuham kafe. In samo sem in gledam tam nekaj brbota, diši, niti ne interpretiram in sem s tem trenutkom. To je ful. Pa če ti uspe 5 sekund, verjetno ne bo celo kavo, odvisno, kakšen štedilnik imaš, kako hitro zavre, a ne. Ampak tako, to je recimo eno. Drugo je, če imaš, ne vem, kakšne karte angelske ali druge karte, da vsaj enkrat v dnevu vdihneš, izdihneš, vzameš karte, zaprosiš za vodstvo. Kaj v tem trenutku bi bilo dobro, da jaz vem, česa se moram zavedati. A ne? In mešaš in prebereš in pol malo si s tem.
So take malenkosti. Mhm. Ne? Ali pa ful, ta je malo težja, ampak ful dobra. Ko si na nekem druženju, si reč, danes grem pa jaz biti bolj v opazovanju. Ne bom reagirala. Ta je dobra. A ne? Kaj je debata? Kaj si pa ti danes tok tih? A se ti zdi, ali pa sploh se sam nasmehneš. A ne? Nič ne raš, probaš ne. A ne? Še ti nekaj dodati, še ti povedati, kako imaš pa ti izkušnjo. A ne? Ja, da v In bolj bistvu. opazuješ, tam, kad ti je težji ostati tiho, tam imaš več ega. A ne? Zakaj ti je bilo zdaj, zakaj nisem povedala, da jaz se pa tako mislim? Ja ne, pri nas v vrtcu mi pa taka darila zbiramo za tovarišice, ne? So zdaj recimo pogovori, a Debata. veš. A res, a vi ste tako mislili, pa dej tih bolj, Ja, res. zakaj? Zakaj rabiš? vem. Rabiš? Saj se mi zdi, da ta pristnost tudi pride iz tega, ker smo sam opazovalec, a ne? Ja. Dostikrat, ko preveč se zaganjamo, nismo to mi, a Ne, ne? takrat gremo po sebe. Ja, A ne, takrat mislimo, da če bomo nekaj povedali in bomo slišani, bomo ja, dobili sebe. ja. In jaz si pa res to večkrat rečem, Ja. zdaj bom pa jaz bolj, ne? Ker se mi zdi, da sem vedno jaz tista, ki nekaj maham in razlagam. V družini pa tudi, ne? Dobro, to je druga zgodba, sem ti razlagala, da se mi zdi, da moram skozi jaz nekaj držati prostor. Pa v bistvu mi ni treba. Ne? Ni treba. Pa se mi zdi vseeno, da je fajn, da se zavedamo, da nekako a veš, jaz probam, jaz nimam pol ure, tle, pa tam, pa zato, pa to. In probam v bistvu delovati tako po flowu, ne, da mi ni treba pravzaprav nič delati, da sem nekako pretočna, pa sam opazujem, Ja. mislim, da Fajn je probam, da biti v telesu. Ja, to pa ja. A ne? Ja. Če nimaš teh momentov, ker ljudje ne dihajo danes, ne, pač to ne, a ne? Ja, vem, se Pač tudi sploh jaz ne dihajo in pol so v tem polju uma, a ne? Ne, pej to telo, dihaj. Ja. A ne, čuti. A ne, tukaj, to ti pomaga, a ne, da si tle. Wow. Ja, pa da poskrbimo za te pretočna čustva, svobodne misli, da v bistvu misel, še preden je res tista negativna, da jo pač to lahko delamo vsak dan, a ne, da jo malo odpihnemo. Ja, v bistvu jaz mislim, jaz jo ne bi odpihovala, ker če je prišla, me zanima kaj, a ne, zdaj. Ne? Ja, samo če so vedno eno in iste negativne, a veš. Okej, ja, eno je, da pač opazujem misel in vem, vem, od kje si prišla, vem, zakaj si prišla, te ne odganjam, nimam nobene potrebe Okej, s tabo, a okej. ne, vem, da to nisem jaz, da to sem jaz ustvarila z nekim prepričanjem, izkušnjo, nezavednim, karkoli. In bo ona sama šla. Ne, ker če jo jaz Okej, moram negativne Pet, misli ja. Pejte. Ja, se pravi, ti vse tako sprejemaš, ti si ena taka dobra tetka. Ja, a veš, a ne, ker to je hecno, a ne, ne moreš ti nekaj zbrisati, kar obstaja. Ja, to je Ne moreš res. se ti delati neumnega ni te misli. Ja, razumem, ja. Ja, samo da jo pa skozi sprejemaš, pa sprejemaš. Probi. Ker ko jo boš večkrat, ko jo boš sprejela in se malo podružila, znaš, kaj zdaj ti? Okej, kje si, kaj mi hočeš? A te jaz zdaj rabim? Kaj bi rabila, da te ne bi bilo? Kaj bi rabila, da si drugačna? Nekaj, greš malo z njo, a ne? Okej, fajn. Ja, to, v redu, pa bomo nekaj, zdaj si dojela. Okej, ti človek. Lahko grem. Ja. A veš, če si pa ti misel, da ti sploh ne veš, ne, takrat si pa vihar, takrat pa hol divjaš, ne, takrat si pa podivjana. To smo pa videli, kaj se zgodi, ne, zadnjič, ko je blaznost, ne. Skrajna točka nesprejemanja realnosti je, gremo v blaznost. Ker si toliko umno, da zblazniš in greš. In, a ne, toliko ne moram sprejemati tega, kar je. Okej, se pravi,
sprejemanje in pa energijsko polnost definitivno si lahko povečamo z meditacijo. Ja. In mi bomo v angelskem poletju meditirali. Do kdaj se lahko 9-krat. prijavimo? Povej. Prijave bodo odprte, v bistvu s 1.7. začnemo, ampak prvi teden bojo še prijave tudi odprte, razen če bi bilo že res, ne vem, tako ful ljudi. Ja, ne, mi tle govorijo, kolikor bo, prvi teden bojo še prijave odprte. Okej. Jaz tako rečem, ne moram jih preveč, ko pa bom jaz toliko mogla veliko kanalizirati. Kaj to boš ti kanalizirala pol? Ne, ja, v vsaki meditaciji dobiš sporočilo. Bo isto. Ja, Okej. bo. Ja, so rekli, da bom pač. Če jih vas bo več, toliko več, bom pa pač cel dan malo v kanaliziranju. Sem spustila to, da moraš takoj dobiti sporočilo. Vem. Lani vas je bilo 68, ne. To je ful, sporočilo za skanalizirati vsakič, ko je bilo kar 2-3 ure. Da sem se pol jaz, ni zdaj pa, ne moram takoj. Ni treba. Ne, vem. Tako da ja, bomo, letos so se skanalizirale ful dobre Kake bojo, meditacije. Nori so. Pač začeli bomo z meditacijo, z vibracijo prisotnosti, logično. Potem bomo imeli eno meditacijo, kjer bo poanta z Budo pa z Mihailom, kjer bomo v bistvu rezali preteklost. Mi dokler ne sprejmemo preteklosti na zavednem in nezavednem nivoju, blokiramo biti tukaj in zdaj. Kar je logično. Če jaz nekaj nisem sprejela, Boga dušica se sploh ni mogla roditi ali pa še kar odlaša. Skratka, bomo najprej to delali. Pa bo tretja meditacija, bomo v bistvu rezali strahove pred prihodnostjo. Ker tudi, če se jaz preveč ukvarjam s prihodnostjo, ne morem biti tukaj. Potem se je napovedala že kar nekaj časa nazaj in sem vesela, da bo letos ta meditacija z otokom, planetom Mintakov. To je en vodni planet, kjer sem celo bila primorana kanalizirati svetlobni jezik, ki se je pojavil na postavitvah. Tako da verjamem, da se bo tudi v tej meditaciji, Moja Eva je iz tega planeta, to je pač zvezda in ona pač točno ve, kaj sem jaz povedala. Sem rekla, ti veš, kaj je to Mintaka? 4 leta je stara, prvič je slišala, mislim, v tem življenju za to besedo. In ona meni tako nekako drugače reče, Mintaki. Ja, Mintaka, verjetno je ona, in tako še enkrat, a Mintaki, mami? Pa je tako, ja, a veš, kaj je to? Mami, pa to so samorogi. In pa jaz to tipkam, a obstaja vodni samorog? Seveda, da obstaja, Mare unicorn iz Mintake, absolutno. In jih bomo zdaj kanalizirali. In ko mi čakal. Potem pridejo, portal belosti, bele živali, pač zelo, sama svetloba, ta nova zavest. Bojo so se mi naštimali v vrsto, se pravi, beli pav, bela papiga. Papige so nasplošno zelo, one, ko so tako glasne, v bistvu prevajajo angele, Angeli skozi papige svoja sporočila, prebujajo se, dotikajo ljudi, Tako da bo beli pav, bela papiga, beli delfin, beli lev, beli volk, pa beli samorog. A to bo vse v enem? Ja, to je ta, portal belosti, so rekli. Wow. Pa itak ta svečana meditacija na koncu s Hamidom. Ja, meni je bilo izjemno lani. Res, tako da bova še v kakšni drugi priložnosti kaj povedali. Mi da bomo ful govorile. In se ful veselim letos spet, ker se mi zdi, da vedno se tako košček za koščkom sestavlja. Jaz sem ful vesela, da je tvoj sprej del angelskega poletja. Ta meditation time je bil lani, letos ne veva še, kjer bo meditation ali bo ta za prisotnost. Ampak to je tudi nekaj, ki si prej spraševala, kaj lahko človek naredi. Lahko takole naredi, Lahko se podpre z naravo. Lahko, a veš, samo in se pošprica in gre v
zaznavo. Se ta je tvoj, veš, za darilo. A res? Kako dober. Sem ga nastavila, da bi si naredila Ste malo vedeli? reklame. In to je tudi, a ne, tukaj pa res moram biti prav nora, da nisem v stiku, a ne, ker in če dam namero, da bom povonjala to in, a ne, in ta je celo energy cleansing, a ne, Ja, ja. in pa se rečem, okej, grem zdaj opazovati, a ne, in pol samo opazujem. In ni nujno, da bo to romantična izkušnja prvič. Tako da ne boš nič zaznal, a ne, ampak vztrajaj, naj bo to tvoj ritual, a ne. Zakaj pa ne? Ali pa mi, da zdaj bomo v ritual, ko greva ven, imamo pač pred vrati ogledalo in se ustaviva in rečeva, kakšen dan bo danes? Vdihneva, izdihneva, lep dan. To je bil trenutek polne prisotnosti, a ne, zavedanja. In greva. To. Ja. Tako da, kaj bi še dodala? Jaz mislim, da so vse povedale. Vse sva povedale. In si lepo zaključila, tako da bodite dobro in se vidimo prihodnjič.